življenja, ne? Lepo v Kranju. Ja, lepo je. Lepo. Povej mi, a je fajn biti cvetličar? Ja, je. Po eni strani pač imaš opravka s cvetjem, poklic, ki ga upravljam, je pri srcu, pač zato sem se odločil, ne glede na to, kakšno izobrazbo pač imam. Tradicija družinska je bila taka, da pač je bila kmetija doma in potem naprej. Čeprav si ti prišel za enega drugega poklica v cvetličarstvo. Ja, malo uporniško sem se odločil za drug poklic. Ja, kaj si bil? Avtomehanik. Ampak pač pot je nanesla tako, da sem prišel do tega, da sem cvetličar. Kot vsak poklic, tudi ta poklic probam upravljati čim bolj 100%. Fantje se bojo zdaj prijeli za glavo, ampak moram vprašati, v bistvu avtomobili pa rožce, ne? Posod je treba biti malo občutka, v smislu za estetiko, ja, spretne rokce. Je, sam to je čist druga stvar, ne? Mehanika je pač določena in ima tudi neke zakonitosti, ampak tam je treba kopati. Rože dopuščajo več svobode. Ja, več umetniške svobode, več je tega v bistvu samoiniciative, ne? V bistvu več stvari povežeš skupaj, ne? No, danes si eden najboljših cvetličarjev v Sloveniji. Redno se udeležuješ tudi tekmovanj v cvetličarstvu? Ja, tako kot sem rekel, fajn je, da delaš to 100% in tudi ta stvar me je pripeljala to delati, da sem pač trenutno to, kar sem, ne, to se pravi dober. In tekmovanja so pa samo stvar izpopolnjevanja, ne? Ker probaš biti čim boljši, čim bolj fajn narediti, čim boljši narediti, ne? Pač potlej to pripelje, če imaš neko željo, te pripelje tudi do tega. No, Aljoša je že pobegnil med mlade, ki tudi obvladajo cvetlice, pa mogoče bi tudi rabil tvojo pomoč. Hej! Živjo! Čas je potekel, presenečenje je tu, moja prijateljica Mojca, ki vsi poznate, gospoda tudi najbrž vsi poznate. Okej. Matjaž, a bomo kar ocenili, koliko časa imajo ponovadi tekmovalci na teh večjih tekmovanjih po svetu, po Evropi? Na večjih tekmovanjih to mehen hitreje laufal za skupaj. Tukaj vem, da sem imel gotov mehen več časa, kot pa mi. Drugače je pa pri nas tako 30 minut, večji šopek, bolj bogat, imamo večje roke. Oni se še učijo, mi pa v bistvu že znamo. Poglejmo, kako spretne so bile dijaške rokce. Tako na oko, kar v redu. Zdaj bomo pogledali še tisti tehnični del, ker eno je vizualno, ne? Pa je pa tehnika tista, kar je v bistvu najbolj važna. Če nimamo dobre tehnike, nam potlej tudi vizualnost malo ide. Tako da bomo pogledali enega po enega, nič se bati, nič nam hud. Nož sicer imam, ampak to, da vam pokažem kakšno zadevo. Drugač pa vsaka kritika, tudi jaz osebno, je včasih z veseljem sprejemam, ker cel življenje se učimo. V bistvu to je šopek v dveh nivojih, ne? Drugače, kar je najbolj važno, zloženo lepo, ne, skupaj. A veš, zakaj nož? Ja, da bi se podrezala. In to vsak šopek podrežemo, zato da lepo pije, ker če ga škarja podrežemo, ne, vidiš, že zdaj je to stisnjeno in potlej hitreje začne gniti. To ne tle bi bilo fajn, če bi bili listi, mihem bolj, da bi malo zapire. Ja, malo večji. Skratka, drugače pa super. Viš, tle pa že mečken problema, viš, ene si dala v to stran, ene v to stran. Veš kaj povem, dokler časa je šopek majhen, ne? Je to v redu, ampak ko imaš pa ti šopek večji, recimo, ki je več cvetov skupaj, takrat ti pa rata problem, ker ti tle pride prevelika masa, ne? Tle se uporabila osnovo, ne? Tudi to osnovo bi lahko tako dala, da bi bila vsa enaka, ne? Ker če pa tako optično ti šopek malo vleče, a veš? Če si tle že dala eno stran, bi te vejce dala na drugo, pa bi bilo to v redu, ne? Podrezati. Ja. A ne? Kaj pa tvoj? Da vidva.
Ja, tle sem nekaj pozabil povedati. To ne gre skupaj. Zabodeš v rastlino, ki jo pač železo je ena zadeva, železo je ena zadeva, rastlina je druga. Pride do kemijskih reakcij in tam začne rastlina gniti. Ravno tukaj prekineš v bistvu dotok vode, in to ne gre. To se pač gre v kakšne nežive materiale, kot so take stvari in to na tekmovanju pade v nulo. Moška raka. Tako je. Da mi povej, zakaj šel za cvetličarja. A zato, ker so šol slab delo, a zato, ker to rad delaš, a ga drugje ni zdobil? Sem v šol slab delal, ne. Ne vem, všeč mi je delo z rožam, pa sem se zaradi tega to odločil. Pameten. Veš, to ni nič narobe. Veš kaj je? Zmeri veliko punc zraven. Da. Da mi da tole hit pogledati, če ne naj bojo zmerjali, kako sva počasna. Vse je, moški to zmer prepočas delate. Dokumentar žensk. Veš, lej, ene tukaj. Ista štorija kot tam, kjer ga bomo morali profesorca. Da treba tehniko mehen navadati se. Ali pa nas premalo poslušamo. Da ne bojo zmeri profesorji krivi. To se bojiš, da ne bi slučajno profesorca vas pa je kritizirala. Zdaj so pa moški najboljši cvetličarji. To sem tudi slišal, ja. Smo. No, tako, ja. Isto kot tam, tega pač ne gre, ali je to zvezano, ker tle se lahko stranka obode, lepa razporeditev, edin te vrtnice je treba včasih mečkan prej pripraviti, zato da so lepo usločene. Zavezano, pač tle mora iti tako ali tako paralela. Vsi ste tole dobro naredili, upam, da boste tudi dobro delali naprej. Pod koliko sem že rekel? 100%, ne 99%. Evo in bravo vsi. Pa še nekaj lepega smo se naučili. Švicarski nožek vedno s sabo, človek nikoli ne ve, kdaj bo kaj za spodrezati. Ja, tudi kakšen sendvič za narediti. Tako, sendvič, dobra istočnica. Gremo, Matjaž. Hvala, lepo bodite. Adijo. No, pa smo se nekaj naučili, ne? Ali kaj? A vi veste, da lahko že tekmujete na tekmovanjih? Ja, smo že tekmovali. A ste tekmovali? Kje? Ja. Kje ste tekmovali? Pohvalite se malo, no. Celjski sem. Celjski sem? Flora pa Poroka. Zagreb. In kako izgleda? Zanimivo. Mislim, se kaj naučiš na tekmovanju, kaj te ocenjujejo, tako kot zdaj? Veliko različnih idej, ko v bistvu vsak naredi po svoje, pa ne vem, tako kot smo imeli danes, pač ta tekmovanje presenečenja. Pač no in tako vsak ima svojo idejo in ful dobro pride, tako malo viješ novega, pa malo pol po svoje. Tudi jaz sem videl, ja, tako. Vsaka osebnost svojo idejo, super, odlično. Jaz upam, da se še kaj vidimo, pa vse naj vam želim. Hvala. Kaj pa hvala za presenečenje?